Lep dober dan še vsem skupaj. Moje ime je Kristina, sem del ekipe Moj psihoterapevt. Dobrodošli na današnjem webinarju. Nekoliko zgodaj je še, glede na to, da je sonce, običajno to delamo že skoraj v temi, ampak poletje se hitro bliža. Tako da vseeno pa ne bomo začeli prepozno. Torej, današnji webinar smo naslovili Bitka z anksioznostjo v kaotičnem svetu. Saj se bomo danes z našo sogovornico Stasijo pogovarjali o spopadanju z anksioznostjo v sodobnem svetu, v katerem se soočamo v zadnjem času z zelo nepredvidljivimi dogodki na globalni ravni, ki se nas lahko pa globoko osebno dotikajo in vplivajo močno na naš notranji svet. Najprej nekaj informacij tehnične narave. Naš dogodek se snema, povabljeni ste, da imate med dogodkom vklopljene kamere, vaši mikrofoni pa prosim, če so lahko zaenkrat utišani. Če se vam med webinarjem porodi vprašanje, vas vabimo, da ga napišete v chat, na koncu pa boste lahko tudi ustno zastavili kakšno vprašanje. Danes v naši sredi, kot sem rekla, pozdravljam našo psihoterapevtko in magistrico klinične psihologije Stanislavo Grahovo, ki na našem spletnem mestu nudi psihoterapevtske in svetovalne storitve ter predavanja in delavnice za različne organizacije. Stasija, lepo pozdravljena. Ja, pozdravljeni vsi. Hvala, Kristina, za predstavitev in da si povedala, o čem današnji webinar. Po mojem je tema zelo aktualna, zato smo se pripravili na tak zanimiv pogovor o tem. Ja, ugotavljamo, da se vsak na tak ali drugačen način kdaj sooča z anksioznostjo. Vsak pozna včasih, na kakšen način se tudi odziva na to, na kakšen način se anksioznost izraža. Stasija, tebi vprašanje, ali se morda anksioznost zaradi nekih individualnih zadev ali pa, kot smo prej omenili, globalnih vzrokov, po čem razlikuje in pa zakaj se včasih oziroma pogosto zgodi, da ljudje, ki so v vsakdanjem življenju bolj anksiozni, v nekih življenjsko ogrožajočih, nevarnih situacijah pa čutijo potem manj anksioznosti? V bistvu vprašanje anksioznosti v sodobnem svetu je zelo zanimivo. Takoj sem pomislila, ko si me vprašala, kdaj sem začela svojo prakso in svojo aktivno prakso. Kot psihoterapevtka sem začela pred 3 leti. Ravno takrat, ko je stanje že bilo tako globalno napeto, ampak nismo še bili takrat v pandemiji in lahko sem primerjala ta prehod od neke anksioznosti globalne, od individualnih caseov anksioznosti do globalne anksioznosti. In seveda sem zasledila neko razliko med temi oblikami anksioznosti oziroma med temi vzrokami anksioznosti. In lahko rečem, da individualna anksioznost, ki se ponavadi pojavlja zaradi nekega strahu pred prihodnostjo, ne pred svojo prihodnostjo, individualno prihodnostjo, se večinoma nanaša na neke individualne dogodke iz preteklosti, sedanjosti. Da to je neka situacija, ki se lahko zgodi meni, in odgovornost za to situacijo, lahko govorimo o tej odgovornosti, da je ona na nas. Ko govorimo o globalnih dogodkih, tukaj marsikaj že ne kontroliramo in se ne moramo nanašati nase in govorimo o nekih okoliščinah, ki jih niti včasih ne razumemo. Naprimer pandemija ali vojna, to je nek nov koncept, ki je prišel v naše življenje in ga ne razumemo do konca. Se pravi, anksioznosti se še doda neko nerazumevanje tega, kaj se dogaja, kaj je sploh v prihodnosti. Tako da bi rekla, da tukaj je razlika. Zanimiv paradoks, ki ga sem zasledila tudi v svoji praksi, je bil ta, da ljudje z načeloma visokim nivojem anksioznosti v trenutku, ko so se znašli najprej v pandemiji, in to večinoma izhaja iz teh časov, ko smo bili v bolj aktivni fazi pandemije, so čutili manj anksioznosti. Naenkrat so prišli na ure in so rekli, lejte, ne vem, kaj se mi je zgodilo, ampak jaz sem manj anksiozen. Ne vem, vsi so okrog mene panični in jaz sem v redu.
In to je bilo zelo zanimivo slišati res od ljudi, za katere anksioznost je predstavljala tudi konkretno oviro pri vsakdanjem življenju, pri opravljanju službe ali študijskih obveznosti. Naenkrat so začutili, da njim je da lažja, ne, za nekaj trenutkov, ne, da se počutijo v redu. In seveda, ko se dvigne skupinski nivo anksioznosti, tistim, ki, se pravi, vsi so panični, vsi imajo nek odziv na nestandardne okoliščine, kar je okej, a ne naenkrat tistim, ki imajo tak nestandardni, nadpovprečni, anksiozni oziroma tesnobni odziv na okoliščine ponavadi, pač se jim zdi, da so v redu, da vsi okrog so zdaj anksiozni, tesnobni in zato se počutijo bolj ali manj v redu, samo ta učinek je začasni. Ta učinek je začasni, saj se ljudje hitreje adaptirajo ljudje na tiste okoliščine, ki nimajo toliko visokega nivoja anksioznosti. Zato ta učinek je občasni in se lahko pomaga prebiti čez te najbolj ostre trenutke nekih nedoločenih okoliščin, na primer pandemija ali vojna, ampak če govorimo na daljši rok, seveda nam anksioznost na to ne pomaga, če smo že pred tem. Obstaja mogoče kakšen univerzalni način, kako se spopasti z anksioznostjo? Ali se mora vsak znajti sam in najti svojega? V bistvu, verjetno to je eno od najbolj pogosto vprašanih vprašanj, ki lahko tako rečem, med psihoterapijo. Ljudje res zanima način, kako se spopademo z anksioznostjo, ali lahko poiščemo nek univerzalni način, ki bo vsem pomagal. In moj odgovor je ja in ne. Obstaja in ne obstaja. Obstaja način, skozi kateri lahko spoznavamo svojo anksioznost in današnji webinar jaz sem namenila ravno temu, da nekako poskušam tudi opogumiti ljudi, da spoznavajo svojo anksioznost. Ne, saj se ponavadi hočemo nekako odmejiti od tega občutka in da ne čutiti čim hitreje, čim prej, saj je zelo neprijetno. Ne. In seveda obstajajo tehnike in določene metode, pa tudi recimo veliko... pomagati, če hočeš. Prosim, če lahko ugasnete mikrofone. Hvala. Seveda, da obstajajo konkretne načine in metode in tudi psihoterapevtski pristopi, ki delujejo ravno na tem, kako se lahko kognitivno spopademo z anksioznostjo, se pravi vaje, tehnike, to je dosti znano in s tem si lahko pomagamo in zagotovimo odstranitev simptoma. Na primer tresenje, misli, različne situacije, ko zmrznemo, ne, se lahko kognitivno s tem ukvarjamo in premagamo te situacije, te simptome. Ne. To ni problem. Ne moramo pa si točno zagotoviti, za koliko časa bo simptom šel stran. Za 6 mesecev, za 2 leti, za pol leta, za celo življenje, ne vemo. To je tudi odvisno od naše pripravljenosti na neko pripadnost tej metodi, na ponavljanje teh vaj in nasplošno na to, koliko smo pripravljeni živeti okrog svoje anksioznosti s temi vajami, na primer, ne. In to sploh ni zagotovilo ali katerakoli garancija, da mi lahko odstranimo anksioznost zavedno. Zato je pomembno razumeti, da lahko se naučimo racionalizirati svojo anksioznost, ampak dokler ne pridemo do dna, do bistva, kaj nam sproža anksioznost. Težko si predstavljam, da bi jo res odstranili. Saj anksioznost je lahko generalizirani strah pred prihodnostjo, lahko pa je krinka za bolj globoka čustva. Anksioznost je čustvo drugega nivoja, ne, to ni primarno čustvo, kot na primer strah, jeza, žalost, to so primarno čustva, ki jih lahko čutimo, anksioznosti pa se naučimo s časom, ko se socializiramo, razvijamo neke svoje strahove, neke zelo konkretne strahove in eden od takih strahov je strah pred prihodnostjo, na primer anksioznost je velikokrat posledica takega straha. In pomembno je poiskati, kaj je to izvirno čustvo za anksioznost. In ta postopek iskanja tega čustva je zelo krhek in včasih nevaren,
nasplošno za našo psiho in tudi za to, kako živimo svoje življenje, saj iskanje teh čustev, spopadanje, soočanje se s temi čustvi je neprijetno. Zato mi razvijemo anksioznost, da se z njimi ne spopadamo, da se spopadamo s prihodnostjo, s svojo anksioznostjo, s čimerkoli, ampak se ne soočamo s svojimi čustvi. Tukaj je vprašanje, ali smo pripravljeni iti v to raziskovanje svojih čustev, ali smo pripravljeni se soočati s tem, ali se bomo soočali, oziroma ali se bomo borili s svojo anksioznostjo. In tukaj obstaja ena taka generalna dilema v smislu anksioznosti opazovalca in udeleženca. Velikokrat tudi slišimo, da ljudje, ki se znajdejo v nekih okoliščinah, naprimer nevarnih okoliščinah, velikokrat tudi izgubijo ta občutek anksioznosti, ker morajo ukrepati. Opazovalec pa lahko opazuje in je zelo zaskrbljen glede tega, kar se dogaja. In isto v bistvu v postopku spopadanja s svojo anksioznostjo. Mi jo lahko opazujemo jo celo življenje, gledamo anksioznost, jo preučujemo, razmišljamo, kako bi se bilo dobro znebiti anksioznosti, ampak le takrat, ko začnemo živeti svojo anksioznost, se z njo spopadati, soočati, živeti te strahove, ki so pod anksioznostjo, le takrat se lahko počasi znebimo anksioznosti. Oziroma se z njo ne spoprijateljimo, ta beseda mi ni tukaj všeč, ampak da postane anksioznost neka stvar, ki jo poznamo, ki jo lahko pogledamo v oči. In seveda tukaj na tem nivoju, ko se šele soočimo, bomo že razmišljali o tem, kako jo predelovati, kako sploh delati s to anksioznostjo. Tukaj je pomembno biti previden, saj anksioznost včasih je tudi ta stvar, ki nam lahko omejuje konkretno življenje. Lahko govorimo o blagi obliki anksioznosti in tudi o anksioznosti, ki nam konkretno kvari življenje. Se pravi, omejuje nas pri vzpostavljanju stikov, omejuje nas pri opravljanju službenih obveznosti, pri študiju, pri ljubezenskih odnosih, intimnih odnosih. In tukaj je pomembno seveda prioritizirati, kako pristopiti k anksioznosti. Kakšen pristop recimo zbrati, kakšnega strokovnjaka poiskati, ali se soočiti z njo samostojno, ali sploh imamo dosti energije. Bi lahko rekla, da obstaja kakšen normalni nivo anksioznosti, do katere meje bi bilo recimo čutiti anksioznost normalno? In pa kakšen je v bistvu sploh pomen tega občutka v današnjem sodobnem svetu? Najprej bi odgovorila na ta prvi del vprašanja glede normalnega nivoja anksioznosti. V bistvu normalni nivo anksioznosti je nek nivo anksioznosti, tako kot sem rekla, ki nas ne omejuje pri vsakdanjih opravkih, oziroma se nam lahko pojavi ali se ojača pred nekimi pomembnimi dogodki oziroma pred nekimi pomembnimi življenjskimi odločitvami, ki jih moramo sprejeti, oziroma ko se odločamo za nekaj novega. Čisto v redu, da začutimo anksioznost. Anksioznost je v bistvu normalni občutek, ne rabimo se bati anksioznosti, ker včasih jaz slišim občutek imam, kot da anksioznost demonizirajo ljudje, da nekaj anksioznega pomeni slabo, da biti anksiozen je slabo, da vsi moramo nastopati z občutkom samozavesti, nikoli ne čutiti anksioznosti, biti prepričan v svoje besede, da celo en kanček anksioznosti, ki ga čutimo, je lahko to, kar nam pokvari vse. Katerikoli nastop lahko povzroči anksioznost in to je normalno. Se pravi, normalizacija anksioznosti je eden od prvih korakov, ki ga moramo sprejeti, da se lahko soočimo z bolj visokimi stopnjami doživljanja anksioznosti v vsakdanjem življenju. Zato normalni nivo anksioznosti lahko gledamo z tega subjektivnega vidika, kje nam anksioznost že lahko omeji normalno življenje, in seveda z nekega objektivnega vidika. Naprimer, če govorimo o merjenju anksioznosti, klinično-psiholoških postopkih, obstajajo neke
generalne norme, starostne norme in populacijske norme, ki nam prikazujejo približno, kaj je normalen nivo anksioznosti pri taki starostni grupi in pri taki populacijski grupi. In naprimer pri ljudeh, ki živijo v Evropi, nek normalni nivo anksioznosti bo zvišan za ljudi, ki živijo v Aziji. Zdaj karikiram. Tako da seveda tukaj se lahko norme spreminjajo in tudi, ko sem se pripravljala na ta webinar, sem razmišljala o tem, da pri merjenju naprimer kognitivnih sposobnosti obstaja nek tako imenovan Flynnov efekt, ki nam razlaga, da vsaka naslednja populacija je bolj pametna in hitrejše rešuje določene naloge pri merjenju kognitivnih sposobnosti. In me je res tako pogrelo moje zanimanje to, ali se lahko nekaj takega zgodi tudi naslednjim generacijam z anksioznostjo. Velikokrat slišimo, da mladi postajajo vse bolj zaskrbljeni s prihodnostjo, vse bolj anksiozni, vse bolj doživljajo nekih občutkov tesnobnih, ki jih baje nismo doživljali, ko smo bili mlajši, oziroma naši starši niso doživljali, ko so bili mlajši, recimo moja generacija, moji starši. To je zanimivo vprašanje, ki se ga da še pogledati z bolj empiričnega vidika, po mojem mnenju, ampak pri merjenju kognitivnih sposobnosti vseeno govorimo o nekih objektivnih spremenljivkah oziroma objektivnih nalogah, ki jih rešujejo različne generacije. In tukaj lahko govorimo o spremembi, o tem, da se dviguje stopnja kognitivnih sposobnosti oziroma tudi akademske izobraženosti bolj mladih. Razvijamo se, več se učimo, bolj sposobni smo na splošno, več priložnosti imamo v življenju. Pri anksioznosti pa lahko govorimo o tem, da se dviguje nivo anksioznosti, ampak to pomeni, da postopoma raste tudi norma tega, kaj pomeni biti anksiozen. In tukaj govorimo o tej objektivni normi. Kaj pa je subjektivna norma? Spet vprašanje za nekoga, ki čuti malo anksioznosti, isti občutek anksioznosti bi lahko bil skoraj smrti podoben. Ne vemo, posebej za človeka, ki živi v bolj ali manj normalnih razmerah, nima nobenih takih situacij, ki bi ga vrgli iz tira oziroma bi bili preveč stresni, je lahko ta mini občutek anksioznosti že povzročil val neprijetnih občutkov, mogoče tudi zmrznjenost ali nek absolutno neprimeren odziv na stres. Tako da tukaj bi rekla, da je čist subjektivno, hkrati pa sva se danes pogovarjali z eno mojo sodelavko in ravno na to temo sva razmišljali, da glede na to, da dlje časa živimo v svetu, dlje časa smo živeli v svetu, ki je bil bolj ali manj miren, ni imel nobenih izrednih okoliščin, smo bili bolj ali manj zavarovani, govorim zdaj v svetu Evropske. Seveda, taki dogodki lahko povzročijo nek nenormalen odziv, ki ni bil normalen dlje časa. Ampak zdaj mogoče anksioznost tudi odigra neko adaptivno vlogo, da se sploh adaptiramo, da imamo nek odziv na to, kar se dogaja in neko tudi prognostično vlogo, da lahko pogledamo v prihodnost, da smo bolj previdni glede prihodnosti. Tako da glede norme anksioznosti lahko govorimo z dveh vidikov, važno pa je razumeti, da anksioznost je zelo subjektiven občutek. Kristina, te ne slišim. Ali se splača z anksioznostjo sploh potem boriti? Beseda boriti mogoče mi tukaj ni najbolj zame prijetna, tako bi rekla, boriti se z anksioznostjo pomeni boriti se samim seboj. In ali je res smiselno se boriti samim seboj, ne vem, slaba ideja. Boriti se splača za svoje dobro počutje, to je res, za višjo kvaliteto svojega življenja in za to, da si ustvarjamo okolje in si ustvarjamo neke pogoje, v katerih si lahko zmanjšamo anksioznost. Tako da govoriti o tem, da se moramo boriti s svojo anksioznostjo,
Ne, tudi ni mi všeč, tako se bom zdaj ponovila, mi ni všeč ideja, da se lahko spoprijateljimo z anksioznostjo, vendar jo moramo videti in jo gledati, ne, jo spremljati. Ne. Saj anksioznost ni samo občutek, ampak je tudi nek, dajmo si tako zastaviti, kot en radar, ne, ki nam nasplošno lahko pomaga pri orientaciji v življenju in v svoji prihodnosti. Takrat, ko postane anksioznost za nas nek bolj ali manj skalibriran občutek tega, kako smo, kje smo, kako smo v nekih odnosih, ali res čutimo anksioznost na tem mestu, kjer jo moramo čutiti. Takrat anksioznost lahko postane zelo pomembno orodje, ki ga lahko uporabljamo in ne le občutek, ki nam kvari življenje. Kako to delati? Ja, tukaj bi seveda omenila psihoterapijo oziroma psihološko svetovanje, karkoli je vezano na to, saj nam pomaga res razbrati te kalibracije, ne, kje je ta anksioznost že preveč za nas, kje je še v nekem okviru norme, kje pa je to že nekaj podpovprečnega in je mogoče malo čudno, da tukaj ne čutim anksioznosti, čeprav moral bi, recimo pandemija, situacija s pandemijo. Takrat se ni bilo zakaj hvaliti, da jaz nisem anksiozna. Takrat je bilo treba samo pogledati, zakaj nisem anksiozna. Situacije, vse objektivne okoliščine nam prikazujejo, da moraš biti anksiozen, da nekaj čist nenormalnega se dogaja okrog, takega, na kar nismo navajeni, jaz nisem pa anksiozen. To je res zanimivo, kaj se mi tukaj dogaja. In to je tudi vprašanje tega, ali smo tako, ne čutim več anksioznosti, ali smo, ne čutim anksioznosti in mogoče moram malo pogledati, kaj mi je. To je tak občutek, da opazuješ svojo anksioznost in jo uporabljaš v prid, svojo dobro. Tako da boriti se, ne gledati anksioznost, opazovati anksioznost, biti raziskovalec svoje anksioznosti, ja, ta vloga mi je bolj všeč in bi jo zbrala. Vse lepo vabim, da če ima kdo kakšno vprašanje, ga napišite v chat in da Stasjo pa nadaljujeva. In sicer sprašujemo se, na kakšen način je anksioznost morda povezana s potrebo po občutku kontrole. Zakaj nam recimo toliko pomeni razumevanje tega, da lahko vplivamo na svoje okolje in kako se ta občutek potem lahko povezuje z občutkom anksioznosti? Najprej jaz bi tukaj odgovorila o tem občutku kontrole. Jaz sem že omenila večkrat okolje kot zelo pomemben dejavnik pri nivoju anksioznosti, ki ga čutimo. Okolje, okoliščine, v katerih se znajdemo, in tukaj moramo seveda govoriti tudi o bazičnih potrebah. In potreba po varnosti je ena od bazičnih potreb, od temeljnih potreb, ki jo ima človek. Po varnosti fizični in psihični. Se pravi, tukaj ne govorimo samo o varnosti, da smo na varnem, da sedimo v varnem okolju, recimo na nekem stolu in se počutimo v redu v tem okolju, ampak tudi govorimo o tej varnosti psihološki, psihični varnosti. Da vemo, da imamo neko safety net, da smo obkroženi z ljudmi, ki nas podpirajo, da imamo neke izhode oziroma neke možnosti za reševanje naših težav. In seveda fizična varnost, da postaja vse bolj tudi vprašljiva, ali smo res varni tam, kjer smo, ali smo varni nasplošno v tem svetu, ali smo varni tudi v teh okoliščinah, v katerih se znajdemo, da je tudi pogrevanje z mediji in to branje novic nas lahko spravi v tako stisko, da sploh ne vemo, ali smo na varnem. In tukaj moramo govoriti o tem, da seveda občutek kontrole je pogojen s tem, da se opravičujemo, lahko nekdo izklopi mikrofon. Nekdo ima vklopljen mikrofon. Okej. Se pravi, ta občutek varnosti, o katerem govorimo, je seveda pogojen tudi s kontrolo. Takrat, ko smo varni, mi lahko kontroliramo stvari. In kontrola nam daje občutek varnosti. Normalno je to. In tudi v nekih izrednih okoliščinah, naprimer, tako kot sem že rekla, pandemija ali vojna nekje blizu nas, je pomembno razumeti, kaj mi lahko kontroliramo.
In če so to le vsakdanje stvari, mi moramo kontrolirati vsakdanje stvari. To pomeni kontrolirati to, kdaj vstajamo, kaj pojemo, kam gremo, kaj si lahko naložimo kot neke naloge, ki jih bomo naredili. Se pravi, poiskati neko kontrolo. In seveda takrat, ko mi ne čutimo občutka kontrole, vsaj na vsakdanjem rutinskem nivoju, se nam pojavi anksioznost, ker nismo varni in nas začne biti strah pred tem, kaj bo naslednji trenutek. Ne le naslednji dan, ampak tudi naslednjo sekundo. In to je tudi okej, razumeti to, razumeti, iz kje to izhaja, ne. In če nam ne pomaga že občutek kontrole, pol pa gremo dalje, ne. Kaj se nam dogaja? Zakaj tudi kontrola nam ne pomaga? A je to moja psihična varnost? A se počutim fizično, na primer, varnega, psihično pa se ne počutim varnega, počutim se osamljenega? A nimam nekih prijateljev, na katere se lahko zanesem? Kaj se mi dogaja v družini? Ne? Tako da tukaj moramo bolj kompleksno gledati ta občutek kontrole. Ne le to, da mi lahko nekaj kontroliramo, ampak kje to kontrolo lahko uveljavimo. In gledati samo ozko, na primer, kontrolo, ne vem, nekega posebnega aspekta svojega življenja, je preozko. Tukaj pa moramo pogledati širšo sliko, ki nam včasih pomaga tudi razumeti, iz kje izhaja anksioznost. Saj anksioznost se nam lahko pojavlja pri študiju, na primer, ne, oziroma pri nekih študijskih obveznostih. Izvor pa leži čist izven šolskega okolja oziroma izven univerzitetnega okolja. Sploh ni vezan na to. In zato nam toliko pomeni, da mi lahko vplivamo na svoje okolje, na svoje odločitve, na nekaj, kar je oprijemljivega, ne, kar mi lahko kontroliramo. Recimo tudi pri delu z ljudmi, ki so doživeli hude travme, psihične travme, je pomembno dajati občutek kontrole tem ljudem. Je pomembno jim razložiti, da oni imajo kontrolo, vsaj pri tem, da lahko govorijo in kdaj jaz lahko govorim, kot recimo človek, ki jim pomaga. Ne. Oni začutijo končno, da imajo kontrolo nad tem, kar se dogaja. In tukaj govorimo od takih celo primerov, da jih vprašamo, ali jih zanima moje mnenje, ali lahko kaj govorim. Se pravi, to so temelji kontrole in kako je to povezano z občutkom anksioznosti. Seveda, ko mi nimamo tega občutka kontrole, anksioznost se avtomatsko zviša. Drugega ni tukaj. Mogoče tukaj bi še omenila še par besed o varni socialni mreži, ne? O tem, kako lahko gradimo varno socialno mrežo in kaj to pomeni. Tukaj govorimo seveda o odnosih in velikokrat, še posebej pri mlajši generaciji mojih klientov, opažam, da razumevanje neke varne socialne mreže ponavadi vključuje neke družinske veze, prijateljske veze, na primer iskanje nekih vez za zaposlitev in tako naprej. Ampak varna socialna mreža ne pomeni količino, ampak pomeni kvaliteto naših odnosov, ne. Mi lahko imamo veliko prijateljev, veliko nekih stikov, ki nam lahko pomagajo v prihodnosti, ampak ne bomo imeli varnih odnosov, ne. In pri tej mreži govorimo prav o kvaliteti odnosov in o rednosti teh odnosov. Velikokrat varna mreža se prične z obiskom terapije enkrat na teden. In tega je dovolj, da začneš čutiti varni stik, en varni stik. In tega je že dovolj, da se okrog tega stika začnejo graditi drugi varni stiki, ki nam omogočajo občutek varnosti in tega, da jaz se lahko, na primer, tudi spregovorim o svoji anksioznosti v tem varnem stiku in delim ta občutek. In to je zelo pomembno ustvariti ne le na primer veliko mrežo varnih stikov, ampak ustvariti majhno, ampak zelo močno mrežo teh varnih stikov, ne. In ja, kvaliteta odnosa pa je odvisna seveda od naše preteklosti, kako smo se naučili vzpostavljati stike in tudi od tega, kako mi lahko svoje stike planiramo v prihodnosti. In tukaj se spet pojavi anksioznost, če mi nimamo dobrih izkušenj vzpostavljanja stikov v preteklosti. Modeliramo vse stike v prihodnosti s pomočjo svojih izkušenj.
in to je tudi normalno. Tako da izkušnja dobrega, varnega stika je ključnega pomena, ne le zato, da jo imamo, ampak zato, da jo ozavestimo, jo reflektiramo, da se o njej lahko pogovarjamo, naprimer v terapevtskem stiku. In tukaj je pomembno to imeti kot svojo izkušnjo. Na osnovi tega lahko gradimo nove in nove stike. Nastasja, gospod na chatu sprašuje, kako se spoprijeti s čudnimi avtomatskimi mislimi, ki se porajajo v določenih situacijah, jih je modro enostavno preslišati in jim ne posvečati pozornosti ali se jih kako aktivno lotiti. Torej, avtomatske misli. Ja, Matej, hvala za vprašanje. V bistvu avtomatske misli je eden od simptomov anksioznosti, ki se nam pojavljajo in tukaj lahko spet delamo, ne? Avtomatske misli je simptom anksioznosti. In seveda lahko delamo na tem, da jih preslišimo, da jih ne poslušamo, da jim dajemo prostor. Veliko tudi obstaja različnih vaj na to temo, naprimer mindfulness je tudi zelo dober pri avtomatskih mislih, da jih spremljamo, da jim damo prostor, da grejo naprej in tako naprej. Lahko o tem tudi pogledate več, naprimer neke meditativne tehnike tudi pomagajo z avtomatskimi misli. Ampak, če bi jaz govorila s svojega stališča avtomatskih misli, je zelo pomembno raziskovati, kaj nam govorijo avtomatske misli. Velikokrat, ko pridejo klienti na psihoterapijo, povejo, saj to nima veze, ne? Jaz imam neke zelo čudne avtomatske misli in sploh ne vem, kaj mi hočejo povedati in jaz jih kar preslišim in grem naprej. Ja, in to je ena strategija, včasih naša psiha sam ni pripravljena slišati, kaj nam govorijo avtomatske misli, saj ponavadi so bizarne narave, ne? Take, da ne bi si v življenju pomislil kaj takega zavestno. Ampak, če pogledate avtomatske misli z bolj terapevtskega, z bolj poglobljenega, takega logoterapevtskega, se pravi smiselnega vidika, avtomatske misli nam velikokrat povejo to, kar nam želi psiha povedati, ne? Isto recimo sanji, velikokrat jih preslišimo, pregledamo, čeprav sanji nam lahko povejo marsikatero informacijo, ki jo zavestno nismo pripravljeni sprejeti, in avtomatske misli lahko uvrstimo v zelo podobne simptome anksioznosti, ne? Tudi vprašanje je, kako pogosto se pojavljajo te misli, je zelo pomembno. Pomembno je vprašanje tudi tega, kdaj se nam pojavljajo, v kakšnih okoliščinah se nam pojavljajo, ali se avtomatske misli nanašajo na neke konkretne osebe, ali se nanašajo na splošno na vse ljudje. Se pravi, tukaj se da raziskovati marsikaj pri avtomatskih mislih, pomembno pa je razumeti, ali ste pripravljeni trenutno sploh slišati avtomatske misli, ne? Saj zato so avtomatske. Ker mogoče niste zdaj niti pripravljeni jih sprejeti na nek bolj zavestni način. Upam, da Pa se jih lahko potem aktivno lotiti, če jim enkrat posvečamo pozornost? Kako se jih aktivno lotiti? Aktivno lotiti, to je drugi del vprašanja, ja. Aktivno se lotiti avtomatskih misli. Glejte, tako kot sem rekla v bistvu, ne, aktivno se lahko lotiš avtomatskih misli na dva načina, se pravi, ali jim pustiš biti tam in jih ne raziskuješ, se pravi, zato obstajajo tehnike mindfulnessa, kognitivne tehnike v psihoterapiji, tega obstaja veliko, ne, in se ne lotimo vsebine teh avtomatskih misli, kar nam lahko tudi pomaga olajšati simptome, ne. Se pravi, tukaj govorimo o tem, da naprimer, če ne veste, kaj je mindfulness, ne, to je prisotnost v trenutku, ne, te meditativne tehnike, da si dovolimo, da te misli pridejo in grejo, ne, na ta način. Tukaj je pomembno tudi poiskati seveda strokovno pomoč, saj se lotiti mindfulnessa brez tega, da vas nekdo spremlja, da vas nekdo v to popelje, čist popolnoma samostojno je včasih težko, saj avtomatske misli vas preplavijo ta trenutek. To je normalno, ne.
včasih rabimo, da nas nekdo spremlja na tem postopku. Drugi način pa se lotiti vsebin teh avtomatskih misli, ampak če se boste samostojno lotili vsebin teh avtomatskih misli, je treba biti pozoren. Treba biti ful pozoren na svoje čustva in na to, kaj se vam dogaja nasplošno. Tako da poiskati tukaj terapevtsko pomoč je ključnega pomena in jaz ne vem, kolikokrat vi boste rabili obiskati psihoterapijo. Za nekoga je to 5-krat, za nekoga 30-krat, je zelo individualno, a ne, in včasih nekomu je dosti parkrat se srečati s temi avtomatskimi misli, a ne, in razglabljati, kaj je tam notri v njih, a ne. Včasih pa nekdo lahko dela s temi misli 5 let zapored. Čisto odvisno tudi od tega, koliko traja ta simptom, kdaj se je pojavil. Tukaj, če me Kristina ne bo ustavila, jaz lahko še veliko povem o avtomatskih mislih, saj jih obstaja več vrst. In seveda je pomembno posvečati tudi temu, kaj nam nakazujejo avtomatske misli, ali nam kaj naročajo te misli, ali so pač tako, ker nam razlagajo, kakšni smo. Veliko je vidikov avtomatskih misli. Dobrodošli, da še kakšno vprašanje postavite v chatu, če želite. Sicer pa hvala za ta odgovor, Stasja. Pa da se vrnemo prav direktno k anksioznosti. Ali je lahko anksioznost kdaj naš zaveznik? In pa mogoče v katerih primerih je potem to pa nemogoče? Tako, jaz sem se malo že dotaknila te teme, ampak o anksioznosti kot zavezniku nisem še govorila, bolj o tem inštrumentu, a ne o tem, ki nam kalibrira naš svet, a ne, nam prikazuje okoliščine takšne, kot so, ampak obstajajo tudi situacije, ko je lahko anksioznost zaveznik. In seveda to je nek naslednji nivo, ne, dela z anksioznostjo, takrat, ko jo spoznamo, ko jo skalibriramo, ko vemo, kaj je za nas normalna anksioznost, kaj je preveč, kaj je premalo anksioznosti, takrat seveda lahko govorimo že o neki vlogi anksioznosti kot zaveznika. Ena od mojih najljubših knjig o anksioznosti je knjiga Rollo Mayja, Meaning of Anxiety. Mislim, da ta knjiga je celo na eni od mojih slik na portalu, ker jo res zelo cenim in mislim, da ta knjiga, Rollo May je bil eden od najboljših psihoterapevtov 20. stoletja, po mojem mnenju. In moram priznati, da njegova knjiga res odkriva ta vidik anksioznosti kot zaveznika. Anksioznost kot zaveznik ne pomeni, da spet nam nekaj zelo dobrega naredi anksioznost, ampak anksioznost je lahko občutek, ki nam in reši življenje, in pomaga v izogibanju stikov, ki niso najbolj primerni za nas, ki nam škodijo, toksični stiki. Anksioznost je lahko tudi zaveznik, ki nam vzdržuje pozornost. Velikokrat, ko imamo probleme z pozornostjo, ljudje poročajo o tem, da ravno takrat, ko so anksiozni, na primer imajo nek deadline, neki so zaskrbljeni s tem, anksioznost jim pomaga vzdrževati anksioznost, biti produktiven, biti na nekih bolj visokih obratih, a ne. In to pomeni, da ja, je lahko zaveznik. Lahko nam tudi pomaga pri čutenju nekih zelo občutljivih tem. Naprimer, če se z nekom pogovarjamo in se nam zdi, da nam primanjkuje empatičnosti v tem pogovoru, se zmeraj lahko usmerjamo s svojo anksiознostjo, ne. Mi čutimo nek že ta občutek tesnobe, da nekaj se dogaja, ne, to je lahko signal za to, da se približujemo neki zelo pomembni temi. In seveda, take in drugačne funkcije anksioznosti lahko razkrijemo le skozi našo izkušnjo z anksioznostjo, ne, ko se o njej odprto pogovarjamo. Mogoče jaz zdaj zvenim za nekoga, ki ni bil prisoten nikoli na psihoterapiji, malo čudaško, ne, kako anksiozno zaveznik. Ne, jaz se hočem znebiti anksioznosti, jaz je nočem čutiti, ko je res neprijetno, nisi nikoli čutila anksioznosti, jaz seveda sem jo čutila, jaz jo čutim zdaj. Jaz sem zdaj anksiozna in mogoče govorim malo hitrejše kot ponavadi, mogoče imam drugačen glas kot ponavadi,
100% nimam takega glasu kot delam, na primer, ne. Tako da, ja, in zavedanje tega, da sem zdaj anksiozna, mi pomaga, da naredim ta webinar, da odgovorim na vprašanje, da mogoče nekoga usmerim, mogoče nekomu prikažem tudi drugačen pogled na anksioznost. Takšen pogled, ki ga nikoli niti ni slišal, a ne, o tem, da anksioznost je lahko zaveznik. In v tem mi pomaga moja anksioznost, ta trenutek. Hkrati pa anksioznost nam lahko pomaga, naprimer, če govorimo tudi o nekih socialnih stikih, vzdrževati neke meje, ne, razumeti, ali se približujemo meji drugega človeka, ali je že to preveč, ali sem bil preveč, ali me je premalo. Ne, tukaj je tudi vprašanje raziskovanja svoje anksioznosti, ali jo razumemo, ali jo poznamo, ali to nekaj pomeni za nas, a ne. In tukaj je pomembno naglasiti, kdaj anksioznost ni možna kot zaveznik, ne. Kdaj mi govorimo o tem, da anksioznost definitivno ni zaveznik in moramo nujno poiskati pomoč. Tukaj, ja, seveda bi govorila o generalizirani anksioznostni motnji, GAM, in to je motnja, ki pomeni, da mi ne moremo normalno funkcionirati. Da anksioznost nam omejuje ne le vsakdanje življenje, ampak recimo nam omejuje, da gremo od doma do take mere. Da anksioznost čutimo na taki ravni, da smo zmrznjeni od jutra do večera oziroma imamo par ur oddiha. In to traja dlje časa. Dlje časa pomeni več kot 6 tednov. Tako da moramo razumeti, da anksioznost ni zmeraj zaveznik in mi ne moramo zmeraj gledati tako anksioznost, in če imamo neke sume ali dvome, je zelo pomembno poiskati strokovno pomoč. To je tudi pomembno z tega vidika, ker če anksioznost ne bomo zdravili v taki meri, če jo doživljamo, se lahko samo poslabša, a ne. Včasih je tudi pomembna kombinirana pomoč, na primer psihoterapevtska in psihiatrična pomoč. In to je tudi normalno, a ne, da svojo anksioznost znižamo na ta nivo, kjer jo lahko raziskujemo. To je tudi v redu, da nas ne omejuje tudi pri raziskovanju vseh ostalih čustev, pri raziskovanju svoje motivacije za življenje, pri raziskovanju smisla svojega življenja, da nas lahko anksioznost pred tem ustavlja, včasih tudi namenoma, a ne. Ker psiha je zelo, zelo pametna in s pomočjo anksioznosti, tako kot sem rekla, nas lahko prepriči, da ne gremo pregloboko v neka doživljanja. Tako da, v bistvu, kaj je tukaj pomembno, je to, da gledamo tudi subjektivno simptome in objektivno simptome, ki nam lahko omejujejo življenje, a ne. In če anksioznost je na takem nivoju, jaz bi rekla, da jaz naprošam vse poiskati pomoč, ki doživlja anksioznost do take mere. Gospa na chatu prosi za konkretne tehnike pri soočanju z anksioznostjo. V bistvu danes nisem planirala kakšnih konkretnih tehnik. Mogoče, ne vem, nisem danes planirala kaj konkretnih tehnik, tako realno. Pri konkretne tehnike, pri spopadanju z anksioznostjo v kakšnih okoliščinah, a veste. Jaz lahko govorim zdaj o nekih tehnikah, pa kako lahko spopademo z anksioznostjo, pa lahko odstranimo simptom, ampak jaz rabim več tudi uvodne informacije, kje se pojavlja anksioznost, v kakšnih okoliščinah, ali je ta anksioznost vezana na konkreten dogodek, ker ena tehnika ni nujno, da pomaga pri recimo anksioznosti, ki je vezana na univerzo, pa na faks, druga tehnika pa bo pomagala bolj v anksioznosti, ki je vezana na odnose. In spet, jaz zmeraj tudi s svojimi klienti govorim, da tehnika je kot mašilo, veste. Mi lahko damo neko bliž na našo anksioznost, super, bo zdržal par tednov, kaj pa pol ostane. Ali se bo pozdravilo nekaj, kar je pod tem obližem.
kar samo od sebe. Ne vem, ni tukaj neke zagotovila, da to bo. Tako da mogoče bi rabila malo več uvodnih informacij glede tega, na kaj točno se nanaša anksioznost. Gospa, če ste pripravljeni deliti, lahko tudi napišete v chat, vas bomo samo prebrali, pa kakšno bolj konkretno to informacijo, da lahko Stasja na podlagi tega odgovori na vaše vprašanje. Sicer pa tudi drugi povabljeni, če imate še kakšno vprašanje, Stasja z veseljem odgovori. Verjamem, da na webinarju, ki je vezan na anksioznost, je zelo težko zastaviti vprašanje. Saj vsi doživljamo anksioznost pred zastavljanjem vprašanj, pred ljudmi, ki jih ne poznamo, in to je tudi okej. Tako da, Veronika, hvala lepa, da ste sploh zastavili to vprašanje. Tako da verjamem, da... Če ne želite biti omenjeni poimensko, lahko meni zasebno, se pravi na host.mojpsihoterapeut.si označite spod in zasebno pošljete sporočilo, ki ga bom potem prebrala brez imena. Gospa je pa še napisala šola, jutro, ko gre v svet. No, lejte, če vi doživljate anksioznost že preden greste v svet, a ne v šolo, verjetno je to vezano ali na odnose v šoli, ali na neke opravke v šoli. Spet, a veste, to je zelo okvirno zdaj, kaj vi veste, a ne. Edino, kar bi lahko tukaj svetovala, ne kot tehniko, ampak bolj kot nek, kako bi rekla zdaj, res zelo okvirno, mi je ful težko zdaj govoriti o kakšni tehniki, univerzalni, ki bi lahko vsem pomagala ravno pri tem šola, jutro greš v svet, a ne. Ampak tako, edino, kar mi pride na je to, da verjetno, ko vi greste v šolo, jaz zdaj hipotetično domišljam, ker jaz ne vem, kaj ne, tako, razumem, da verjetno vi doživljate neko anksioznost, preden greste v šolo, ne. Da vam je težko iti v okolje, kjer so vaši vrstniki, kjer imate neke naloge, imate veliko stvari za predelati, a ne, in pol vi pridete tja in se morate s tem soočati vsak dan. Ne vem, jaz zdaj hipotetično o tem govorim, ne vem, kaj se vam točno dogaja, ne. Tako da, neka tehnika tukaj bi bila dobro seveda vaditi mindfulness, poglejte prosim malo na spletu glede mindfulnessa, kaj je to, obstajajo tudi vaje in spet, pri mindfulnessu je treba biti zelo pozoren na to, kaj delaš. Ni priporočen za vse. To je zelo pomembno in tukaj bi tudi naglasila na tem, a ne. Mindfulness pomeni prisotnost v trenutku, prisotnost v okoliščinah. Po slovensko pa mindfulness je, Kristina, mi lahko prosim pomagaš? Čuječnost. Čuječnost, ja, točno to, hvala. In pri čuječnosti je treba biti zelo, zelo pozoren na to, kaj delaš. Čuječnost pa ima ogromno tehnik, ki jih lahko zberete, ki so tudi dostopne, a ne, tiste tehnike so dostopne v prostem dostopu, zelo se je pomembno posvetovati s strokovnjakom na področju čuječnosti, preden pristopite k temu spet, to ni nujno je dolgoročno sodelovanje. To je lahko sodelovanje, ki temelji na tem, da zberete to, kar vam odgovarja. Vidim, da še vprašanje. Ja, gospa na chatu sprašuje, ali obstaja kakšna hitra tehnika sprostitve v času napada anksioznosti? V bistvu hitra tehnika sprostitve v času napada anksioznosti oziroma paničnega napada, ena od klasičnih pri krizni pomoči je na primer prešteti 5 predmetov okrog sebe, zavohati nekaj, začutiti nekaj v rokah, nekaj zelo takega, kar recimo lahko stiskate ali trgate ali nekako nekam usmerite svoje te taktilne občutke. To so take hitre tehnike krizne pomoči v času napada anksioznosti ali paničnega napada. Pomembno, da seveda ne hiperventiliramo, tako da lahko tudi dihamo v vrečko. In jaz se spomnim tudi enega predavanja, ko smo se pogovarjali o tem in
en od udeležencev je vprašal predavatelja, kaj pa zdaj moram nositi vrečko s sabo, in tam mu je govoril ja. Tako da, lejte, če mi govorimo o kakšnih hitrenih spodrazdelitvenih tehnikah, moramo razumeti, da to je prilagajanje pod svoje anksioznosti, ne. Nositi vrečko, nositi nekaj za to, ne, biti pozoren na okolje, se pravi, usmeriti svojo pozornost na zunanje stvari. In vsakič, ko mi govorimo o konkretnih tehnikah, mi govorimo o prilagajanju svoje anksioznosti, o tem, da mi bomo igrali po pravilih, ki jih ona nam daje. Raziskovanje svoje anksioznosti pa pomeni, da mi bomo začeli postavljati pravila. Zato tehnika je zelo fajn stvar, ampak moramo tudi razmišljati o raziskovanju anksioznosti in kaj je pod njo. Hvala, Stasja. Za vprašanje. Jaz vsakega, ki je danes zastavil vprašanje, pač tako, res sem vesela, da so ljudje napisali svoje vprašanje na tem webinarju. Ja, res je. Če ima kdo še kakšno vprašanje, dobrodošli. Sicer pa se vsem lepo zahvaljujemo. Samo sekundo, še počakamo, če ima še kdo kaj. Ja. Še eno vprašanje? Okej. Je možno, da vpliva anksioznost na fizično delovanje telesa? V smislu vrtoglavic in podobno. Ja, absolutno, seveda. Anksioznost je po svoji naravi telesna. To nikoli ne smemo pozabiti, da anksiozni odziv je izvirno telesen v svoji naravi, a ne, se pravi, začutimo anksioznost najprej tu, a ne, in pol tu. Tako da, seveda, v smislu vrtoglavic tudi absolutno je lahko anksioznost s tem povezana. Panične napade, anksioznost, strahu, odziv na stres je lahko povezan z zelo različnimi telesnimi simptomi, od vrtoglavic do občutka utesnjenosti v prsih, do občutka v rokah, mravljince, vse je lahko vezano na anksioznost. Ampak seveda kot prvo je treba res preveriti, ali nimamo katerihkoli indikacij, ne, ali nimamo res kakšnih obolenj ali kaj takega. Najprej preveriti pri zdravniku in pol govoriti o tem, da je to lahko vezano na anksioznost. Mogoče še eno vprašanje vezano na to najprej, potem pa še eno. Kaj, če smo odklopljeni od svojih čutenj? Odklop od svojih čutenj je v bistvu eden od zelo skrajnih obrambnih mehanizmov, ki ga uporablja naša psiha. To je v bistvu disociacija, ne, takrat, ko se disociiramo od čustev, ker so toliko močna, da jih že ne moremo zavestno doživljati. S tem je treba delati zelo resno v psihoterapiji. Ker odklop od svojih čutenj je lahko, je zelo pomembna informacija za psihoterapevta, tako. In pa še, kako pomagati najstniku, ki je anksiozen? Najstnik, ki je anksiozen, seveda najprej je dobro pogovoriti s svojimi starši o tem. To je zelo pomembno in seveda pristopamo k delu z najstniki v sklopu, pač zmeri povabimo starša tudi pri delu z najstniki, seveda klient je najstnik takrat, a ne, ampak starš mora biti na nek način informiran, da najstnik je v tem postopku, tako da je zelo dobro deliti tudi ta občutek s starši, se z njimi pogovoriti, ali so pripravljeni, da greste na psihoterapijo, da poiščete pomoč, da na nek način se spopadate s tem. Vem, da pri najstništvu je zelo težko, je zelo lahko biti izoliran v tem občutku.
ker se nam zdi, da takrat nas ne razumejo, ne starši, ne naši vrstniki, ne prijatelji. In prvo je treba spregovoriti z nekom, ki mu zaupate. Mogoče ni to starš zmeri, mogoče je to učitelj ali nekdo, ki mu zaupate, starejši brat, sestra, ampak kot prvo je treba spregovoriti in pol se odločiti o nadaljnjih korakih z nekom, ki vam lahko pomaga narediti to odločitev. Hvala za vsa vaša vprašanja, hvala za vašo pozornost in čas. Ena od gospa je napisala še kdaj, tudi jaz upam na še kakšno tako prijetno predavanje. Stasija, tudi tebi najlepša hvala za čudovito predavanje, pa v naslednjem mesecu planiramo spet eno, tako da mogoče celo Stasijo, tako da upamo na ponovno snidenje. Stasija, še zadnje besede si nam. Ja, hvala vsem za vašo prisotnost in upam, da se še vidimo. Tako da lep večer vsem želim. Nasvidenje, lep večer.